Lepo pozdravljeni na predavanju Ostanki srednjeveške arhitekture v Kopru in problem njene interpretacije. Razstava je del spremljevalnega programa, predavanje je del spremljevalnega programa razstave Mesto in otok. Na tej razstavi smo skušali na osnovi dosedanjih dognanj, primerjav z drugimi jadranskimi mesti, na osnovi doslej znanih arhivskih dokumentov, pojasniti razvoj Kopra v srednjem veku in sicer v obdobju od nekje leta 1000 in do 1619, ko je znan prvi načrt Kopra, se pravi načrt Giacomo Fina, ki ga vsi dobro poznate. Ana Jenko Kovačič je prejšnji teden govorila o Kopru 12. in 13. stoletja, kot ga spoznamo iz arhivskih virov. V glavnem se je ukvarjala s komuno in škofijo in z njunim medsebojnim odnosom. To je izjemno zanimiv čas, odnosi med komuno in škofijo pa se odražajo tudi v urbanizmu in v samih zgradbah. Zato se bomo danes posvetili materialnim ostankom tega časa. Kljub temu, da se naš projekt ukvarja s Pretorsko palačo v širšem kontekstu, bomo danes pozornost namenili 3 spomenikom, se pravi rotundi svetega Elije, Patriarhovemu stolpu ter škofijskemu kompleksu, ki ga sestavljajo stolnica, krastilnica in škofijska palača. Z doslej uporabljenimi metodami na nekatera vprašanja o nastanku in dataciji teh objektov ni bilo mogoče odgovoriti. V bistvu se koprska literatura oziroma literatura o koprskih spomenikih stalno vrti okrog enakih izhodišč. Razlog je v prvi vrsti pomanjkanje zgodovinskih raziskav pa ni zato, ker je bil komunalni arhiv dolga desetletja odsoten, zato tudi umetnostni zgodovinarji pravzaprav nimajo nekih trdnih osnov, na katerih bi zgradili umetnostno-zgodovinsko interpretacijo teh objektov. Tudi dobrodošle bi bile tudi še dodatne arheološke raziskave, tako da bo na nekatera vprašanja treba odgovoriti šele čez nekaj časa. Razstava Mesto in otok je pravzaprav nekje na sredini našega raziskovalnega dela in ponuja številna vprašanja, trenutno pa še zelo malo odgovorov, enako je tudi s tem predavanjem. Se pravi, na tem predavanju bom poskušala odpreti neka nova vprašanja, bom poskušala pokazati neke nove smernice, na kakšen način lahko pri interpretaciji srednjeveških spomenikov v Kopru še razmišljamo, da ne bomo skozi stali na isti točki in povedala bom tudi, kakšne so potrebe, kje moramo nadaljevati z raziskovanjem in kako bi lahko prišli do nekih novih rezultatov. Seveda se to raziskovanje ne bo končalo s koncem našega projekta čez leto in pol. Večina vprašanj je bolj kompleksnih in bo na odgovori treba čakati dlje časa. Predvsem je zamudno arhivsko delo, arhivskih virov je ogromno in preden bomo te prečesali, bo minilo verjetno še kar nekaj let. Zdaj, če začnemo z rotundo. Rotunda Svete Marije je omenjena v vizitacijah Agustina Valera leta 1579, prej se ne omenja, takrat je bila to bratovščinska cerkev in v njej je stala oltarna slika z 2 svečnikoma. Paolo Naldini leta 1700 tudi omenja sliko, kot sliko Marijinega kronanja Benedeta Krapača in posebej poudarja, da je sedaj ta rotunda veliko bolj urejena, ko so vhod premaknili na vzhod in nasproti vhoda namestili to oltarno sliko. Cerkev je v tlogisu okrogla stavba s predvirjem, notranji premjer je nekaj več kot 9 metrov, kratuša ob vratih in napis nad vrati. To predvirje postavljata v čas Pavla Naldinija, mislim, da je letnica 1694. Notranjščina je obokana s kupolo. Če natančno pogledamo zunanjščino, v spodnjem delu vidimo lepo klesane kamnite bloke, ki pa ne segajo povsod do iste višine. To je kar pomemben podatek. Proti vrhu je gradnja bolj nepravilna
Enako nepravilno so grajene plitve lizene, ki so spodaj debelejše, zgoraj pa se praktično pogreznejo v steno. Opazimo lahko, da v spodnjem delu, kjer je stavba grajena iz velikih kamnitih blokov, niso povezane s steno, temveč se obnjo le prislanjajo. Zato jih lahko datiramo sočasno z zgornjim delom manj pravilno grajenega zidu, najverjetneje pa tudi sočasno s kupolo, ki bi jo lizene lahko dodatno podpirale. Glede na to, da pa teh opornikov lizen ni na sprednji strani, kjer stoji preddverje, bi pa morda celo to preddverje lahko postavili v isti čas, se pravi vse skupaj v čas škofa Naldinija. Srednjeveških okenskih odpratin ali vsaj njihovih sledov ni. Še posebej to zanimivo, da prav v tem delu, kjer je gradnja iz lepih kamnitih blokov, ne najdemo nikakršnih odpratin. Edina izjema so vrata na severni strani, ki jih pa časovno ni mogoče opredeliti, ker nimajo pač nobenih značilnosti posebnih. V literaturi se za to stavbo najdejo najrazličnejše datacije, tam nekje od 7. 8. stoletja pa do 12. 13. stoletja, se pravi, je zadeva zelo, zelo odprta. Ta arhitektura je bila večkrat omenjena v literaturi, v virih pa, kot sem prej nakazala, pravzaprav ne. Imamo to vizitacijo in imamo Naldinijev opis. Zdaj, izmed te literature bi izbrala samo dva prispevka, ki sta pomembno vplivala na interpretacijo same rotunde. Prvi je besedilo Antonija Alizija iz leta 1912, ki je išlo v pagine Istriane, La rotonda di San Elio e la chiesa dei Cramini di Capodistria. Alizij omenja nekaj izkopavanja 20 let pred nastankom tega njegovega teksta, pri katerih so pod tlakom rotunde našli grobove, okostja in kos nekega sarkofaga. Na začetku besedila on to imenuje kos sarkofaga, potem pa nekako poveže ta kos, omeni možnost, da bi ta kos lahko bil tudi del krstnega bazena. In potem naprej nadaljuje s svojim razmišljanjem in pravi, da bi se to krstilnico lahko povezalo s temi dokumenti, ki pravijo, da Izolčani v svojem kraju ne morejo imeti krstilnice in da jih je treba krstiti v Kopru. Se pravi, v Koprski cerkvi natančno pravijo dokumenti. In potem to še naprej interpretira na način, da so Izolčani prihajali skozi Porta Izolana in prišli potem do te krstilnice, kjer so se krstili. Zdaj, drugo pomembno besedilo je pa izčrpna študija Marjana Zadnikarja, se pravi njegov pregled romanske arhitekture. On se je pa strašno trudil, da bi te elemente nekako postavil v nek širši kontekst, da bi za njih našel primerjave. Sicer je gledal samo slovenski prostor in ta čezmejni prostor Furlanijo in Veneto. Domneval je, da so ti oporniki lizene prvotni in opazil je še en tak strmo pristrešen zidec, talni zidec. Zdaj, za ta talni zidec v naši romanski arhitekturi ni našel nobene primerjave, razen v Zgornji Dragi pri Stični, ki so jo gradili francoski mojstri in tudi on pravi, da ta primerjava pač ni ustrezna. Za te opornike lizene sploh ni našel nobene primerjave, okrogle stavbe se pa sicer pojavljajo, tudi tukaj takoj čez mejo, recimo v Škocjanu ob Sočju imamo en tak primer, vendar so vse te stavbe precej manjše, recimo premjera nekje 4,5 metre. Tudi zdaj krstilnice seveda običajno v tem prostoru niso okrogle, zato ker posnemajo oglejsko krstilnico, so lahko pač tudi poligonalne ali pa te križne oblike, ampak vsekakor niso okrogle. In tako da v bistvu Zadnikar ni najdel nobene pametne razlage, nobenih pametnih primerjav za to rotundo. Ne za detajle, ne za to samo stavbo. On sicer potem predlaga datacijo v 11. stoletje in opozarja, da za to nimamo nobenih primerjav in nobenih dokazov, da bi jo lahko datirali v 11. stoletje, da on to pač po nekem občutku postavlja v ta čas.
Uporaba tega objekta kot krastilnice za Izolčane pravzaprav ni preveč prepričljiva. Zaradi tega, ker je precej nelogično, da bi v enem mestu imeli hkrati dve krastilnici, ki bi jih tako rekoč da bi ljudi, ki bi se krstili v njih, ločevali po njihovi pripadnosti. To je, mislim, da zgodovinsko nimamo takih primerov. Drug problem je interpretacija te proteizolane. Proteizolana ni nujno, da pomeni izolska vrata ali vrata za Izolčane. Lahko so to samo otoška vrata, za razliko od kopenskih vrat na drugi strani otoka. Tako da tudi to ne opredeljuje teh zadev. Zdaj, a je ta kamen res ostanek nekega krstnega bazena ali ne, je drugo vprašanje, ampak tudi, če je to ostanek nekega krstnega bazena, pravič ne vemo, kako je tja prišel, in tudi, če je bil tam prvotno, potem bi bilo prej treba razmišljati o tem, da je bila tam prva koprska krastilnica, kot pa da je bila to neka ločena krastilnica za prebivalce Izole. Zdaj, to, na kar sem vas prej upozorila, da ta lepo grajen zid ni ohranjen na vseh straneh do enake višine, to kaže na to, da je ta stavba v nekem trenutku bila ruševina. Se pravi, to je bil nek porušen objekt. Zdaj se tukaj lahko vprašamo, a je sploh šlo za nek porušen sakralni objekt ali je imel ta objekt kdaj prej kakšno drugačno funkcijo. Recimo obrambno funkcijo, lahko je to del porušenega stolpa. Tudi tega žal ne moremo dokazati, ker okrogli stolpi so v nekih urbanih središčih redkost, se pa recimo pojavljajo takšne okrogle kule. V 13. stoletju v Poreču imamo recimo en tak primer, tudi v nekem kontekstu enega mestnega obzidja. Zdaj, lokacija te zgradbe je pa tudi kar zanimiva, če pogledamo recimo tale načrt iz okrog leta 1000 oziroma kako se je mesto potem razvijalo v nadaljevanju, vidimo, da leži na robu tegale predmestja tega prvotnega kastruma, se pravi na robu te prve razširitve mesta, ki je bila morda tudi enkrat obdana z obzidjem. Zdaj, uprit temu obzidju, se pravi nekje po tej črtkani liniji oziroma majčkeno severneje, govori pa tudi ena legenda, ki pravi, da obstaja nek podzemni prehod med današnjim dijaškim domom in nekdanjo kaznilnico. In kos tega prehoda, to so tudi arheologi tako interpretirali, arheološka najdba iz prostora med ložo in palačo Beli bi lahko bila tudi del tega prehoda. Zdaj pa je vprašanje, tak prehod lahko interpretiramo kot del nekega obzidja oziroma nekih arhitektur, ki so povezane s tem obzidjem. Tako da tukaj spet kup odprtih vprašanj, ampak mogoče v razmislek, jaz sem upala, da bodo tukaj študenti, ki bodo to pograbili in bodo začeli z raziskavami v to smer, ampak jih žal danes ni. Patriarhov stolp je naslednja naša točka. Moramo kar reči tako imenovani patriarhov stolp. Za krastilnico stoji ta arhitektura. Stolp je približno kvadratnega tlorisa, zidovi so debeli tam nekje do 90 cm. V prvem nadstropju imamo zazidano odpratino, ki jo nedvomno lahko interpretiramo kot vhod in glede na njeno obliko postavimo v romaniko, to je na severni steni. Stolp je opritličen, v drugem nadstropju povezan s palačo Beli na zahodni strani, na južni strani pa je obzidan z raznimi prizidki te palače. Stolp bi vsekakor zaslužil boljše vzdrževanje in prenovo, ki bi vključevala tudi natančno stavbno analizo. Zdaj, ta stolp je en tipičen primer stanovanjskega stolpa. Stanovanjski stolpi so pa tipična arhitektura predkomunalnih skupnosti. Se pravi, zelo so značilni za ta predkomunalni čas, saj so takrat družine same morale poskrbeti za svojo varnost. Ko se oblikuje komuna, to vlogo obrambe prevzame komuna kot neka skupnost, takrat se oblikujejo mestna obzidja in takrat skupnost v mestu deluje kot skupnost in ne kot neke posamezne družine. Zdaj, zato, ker je ta stolp služil obrambi, je tudi vhod dvignjen v prvo nadstropje, moramo si ga predstavljati še nekoliko višje, če pomislimo, koliko, recimo, če se spustimo na nivo krastilnice, se pravi, ta višinska razlika med
temelji krastilnice in višino parkirišča je v bistvu nasutje. Se pravi, tam bi se morali spustiti nekoliko nižje. In v stolp se je prihajalo s pomočjo lestve, ki so jo v času nevarnosti lahko potem umaknili. Na tem stolpu, na vzhodni steni vidimo še sledove stopnic, ki so bile očitno v uporabi enkrat v kasnejšem času. Stolpi so bili kmalu po svojem nastanku dopolnjeni z udobnejšimi prebivališči, se pravi, so bili integrirani v srednjeveške palače. Ob ta stolp se je zgradila recimo najprej prva hiša, se povezala s stolpom, potem druga hiša in tako so se te stavbe nanizale okrog nekega osrednjega dvorišča. Palače so rasle v skladu s pomenom družine in v skladu s pač velikostjo te družine z njenimi potrebami. Stolpi so se ohranili v številnih mestih, vendar le redko v svoji prvotni višini. Zelo znan primer je San Gimignano v Toskani, manj znan pa je recimo drugje v Dalmaciji, kjer so se stanovanjski stolpi ohranili samo na obodu, se pravi tam, kjer so lahko prevzeli funkcijo komunalnega obrambnega obzidja in so pač bili potem del tega skupnega obrambnega sistema. Tudi koprski stolp je nižji, kot je bil prvotno. Njegovo najbrž tudi ne več prvotno višino pa lahko vidimo na dveh vedutah Kopra, na Krapačevi sliki Sacra Conversazione v stolnici in na Bassetjevi sliki Marijinega vnebovzetja iz Kapucinskega samostana, ki je še nedavno visela na zahodni steni stolnice. Stolp leži v prvotnem kastrumu in bi torej lahko bil del predkomunalnih stavbnih struktur. Pričakovati bi bilo, da bi v tem prostoru naleteli še na druge stolpe. Če bi zdaj natančno pregledali tlorise teh stavb, bi morda celo v tlorisni zasnovi našli stolpe, ki so bili potem naknadno znižani in prilagojeni višini palač. V arhivskih virih smo zaenkrat naleteli še na eno skupino stolpov in to v četrti Brazzolo, torej četrti okrog nekdanjega Sravitskega samostana, se pravi na mestu nekdanje rimske vile, na nekem prostoru, ki je bil že prvotno naseljen. Zdaj, kakšno funkcijo so tam imeli, zaenkrat nismo mogli ugotoviti, ker to so viri iz 14. in 15. stoletja, kjer se te domus culturis et orto omenjajo. Tako da ta zadeva tukaj so še potrebne neke dodatne raziskave, da ugotovimo, kaj se je v tem prostoru dogajalo. Tako da spet imamo tukaj kup vprašanj, se pravi, treba je poiskati te stanovanjske stolpe, predvsem v tem tukaj označenem predelu, se pravi v tem nekdanjem kastrumu. Evo, to so zdaj te romanske arhitekture, ki so v četrti, v Porta Brazzolo. No, zdaj pa se lotimo najkompleksnejšega problema, škofijskega kompleksa. Škofijski kompleks tvorijo stolnica, krastilnica in južno od stolnice škofijska palača. In škofijski kompleks se nahaja v neposredni bližini komunalne palače, torej današnje Pretrske palače. To lahko primerjamo z mesti, ki smo jih na razstavi uporabili za primerjavo s Koprom. Zdaj, s križci so označeni škofijski kompleksi, s krogci pa komunalne palače. Vidimo, da Piran sploh nima škofije, v Zadru in Trstu sta komunalna palača in škofijski kompleks daleč narazen, podobno situacijo kot v Kopru pa najdemo le v Dubrovniku. Zakaj je tako, je že prejšnji teden pojasnila Ana Jenko Kovačič, se pravi v mestih, kjer se je škofija kontinuirano razvijala od antike dalje, je bila gospodarska in politična moč škofa tako velika, da se komuna ni mogla razviti v njegovi bližini. Dubrovniška škofija, ki sicer temelji, vsaj po neki legendi, na stari škofiji iz Epidaura, je po selitvi na novo lokacijo popolnoma izgubila politično moč in je bila potem v srednjem veku pravzaprav odvisna od komune. To se kaže pač tudi v financiranju gradnje cerkve mestnega zaščitnika, v kontroli prihodkov cerkvenih in tako dalje. Piran pa pač nikoli ni dosegel statusa civitas in zato tudi nikoli ni imel škofije.
Torej, bližina obeh objektov, škofijskega kompleksa in komunalne palače, nesporno kaže na to, da je bila v Kopru škofija šibka. Ustanovitev škofije pa komunalni projekt. Zdaj pa nas zanima, kdaj se je to sploh zgodilo, kdaj je bil ta škofijski kompleks zastavljen tako, kot ga vidimo danes, oziroma kot si ga lahko še predstavljamo iz nekih starih načrtov. Če se najprej malo ozremo na letnice, koprski škof se sicer omenja že leta 599, potem pa v njem ni sledu praktično do ustanovitve škofije leta 1177. Takrat škofija še nima svojih dohodkov, dohodke dobi potem 1186, ko komuna prepusti del svojih dohodkov. V tem dokumentu je tudi prvič omenjena komuna. Škofijska palača se prvič omenja leta 1216, komunalna pa 1217, se pravi, spet imamo to neposredno časovno bližino ene in druge. Od leta 1279 je Koper pod Beneško oblastjo, v bistvu lahko rečemo, da takrat se je rešil oblasti oglejskih patriarhov. V začetku 14. stoletja imamo potem pa nekaj malo bolj konkretnih podatkov, ki so bistveni za datacijo škofijskega kompleksa. Nesporna je datacija krastilnice v letu 1317. Zdaj, to letnico so raziskovalci enostavno ignorirali oziroma interpretirali, da je krastilnica starejša, da je bila 1317 samo obokana in da je bil takrat popravljen vhod in tako naprej. Napis nedvomno pravi, da je bila takrat končana gradnja. Se pravi, 1317, 1. septembra, expletum fuit hoc templum, se pravi, končan je bil takrat je bil dograjen. K temu se bomo potem še vrnili, bom tudi argumentirala, zakaj mislim, da je takšna pozna datacija tudi ustrezna. In to je tudi edina konkretna letnica, ki jo imamo v nastanku teh posameznih elementov škofijskega kompleksa. Zdaj, o škofijski palači, recimo, vemo, da je bila prvič omenjena leta 1216 na Ldini, ker ni preveč zanesljiv vir, vendarle pa je nek vir, piše, da je leta 1300 pogorela in da je bilo treba škofijsko palačo zgraditi na novo. Se pravi, iz 1216 so morali predelati oziroma podreti in na novo zgraditi. Škofijska palača je potem skozi stoletja rasla do svojega največjega obsega v 19. stoletju, potem je bila pa večina palače porušena, tako da tudi to bomo potem pogledali, v katero smer je rasla in kje bi si lahko predstavljali najstarejši del palače. Stolnica je vsekakor osrednji objekt, od stolnice se je po baročni predelavi ohranila južna stena. Nekaj elementov je bilo izkopanih pri arheoloških izkopavanjih, to je apsida južne ladje v današnji zakristiji. Zdaj pravilen je ta siv tloris, ta temen tloris je zadnji krajeva rekonstrukcija romanske stolnice, ta siv je pa potem popravljena rekonstrukcija po arheoloških izkopavanjih, ki ga je naredila Helena Seražin. Jugozahodni vogal stolnice je bil tudi izkopan 8 metrov in še nekaj centimetrov stran od stolpa. Poleg tega so v stolnici in ob stolnici izkopali še nekaj starejših plasti. Ena je še posebej zanimiva, ker tukaj po južni ladji, še pod stopnicami oltarjev, poteka stena v smeri vzhod-zahod in prečno na njo zidovi, ki grejo pod današnjo steno stolnice, se pravi pod to romansko steno, kar zmanjšuje tudi njeno statičnost, zato so s to steno kar naprej neke težave. Te dolge stene v smeri vzhod-zahod, ki njeno dolžino zaenkrat ocenjujejo tam nekje na 13 metrov, so pa izkopali samo iz te južne strani, niso pa pogledali, kaj je na severni strani te stene, tako da ne vemo, ali se te pravokotne stene nadaljujejo tudi na severni strani, ali tam zdaj nek prazen prostor in si to steno res lahko predstavljamo kot steno nekega starejšega sakralnega objekta. Nekaj ostankov nekih zgradb so našli pri teh jugozahodnih vratih, so tudi še vidni, tako da si jih lahko tudi ogledate. Tam v eni od teh stavb je bilo tudi ognjišče, tako da jaz domnevam, da tam ne gre za neke sakralne prostore, ampak bi si lažje predstavljali, da so to neka stanovanjska poslopja, ki so tam stala
še preden je na tem mestu zrasla stolnica. Če se zdaj vrnemo k tej južni steni, Zadnikar v svojih konzervatorskih zapiskih poroča leta 1954, da je bil na sredini stene s temi romanskimi okni tudi zazidan portal. To je verjetno ta portal, ki je narisan tudi na načrtu, na tem načrtu za predelavo prezbiterija iz leta 1690. Tam najdemo na južni in na severni strani stolnice, na sredini teh sten, vrisana portala. Danes ima stolnica po 2 portala na južni in na severni strani in to na skrajnem robu te južne in severne stene in ti 4 portali, čeprav so zgrajeni iz starejših elementov, so izpričani tudi v dokumentaciji iz časa Mazarjeve prenove, točno se ve, kdo jih je naredil in iz katerih kosov so jih sestavili. Kaj nam zdaj v stolnici povejo arhivski dokumenti? Prvi dokument, ki omenja Marijino cerkev, je iz leta 1082, ko se omenja tudi atrij, se pravi ena listina je bila podpisana Infra Atrium Sancte Marije, se pravi cerkev je takrat v tistem času že imela atrij. Potem imamo pa več listin iz konca 12. in začetka 13. stoletja, ko se omenjajo spet lokacije v cerkvi, kjer so bile izdane podpisane neke listine, v nekaterih primerih gre za listine vezane na škofijo, v mnogih primerih pa za listine, ki so vezane direktno na komuno. To pomeni, da je tudi komuna za svoje posle uporabljala stolnico. Ne samo stolnico, tudi recimo škofijsko palačo, ampak zdaj se osredotočamo na stolnico. Cerkev se takrat imenuje Majoris Ecclesia Sancte Marije, omenja se tudi prezbiterij in občasno tudi atrij. Najbolj zanimiv je pa dokument iz leta 1383, ki govori o prostoru pred cerkvijo. Takrat je škof Morozini zahteval, da se cerkvi vrne prostor, prostor pred cerkvijo, ki pripada škofiji. Problem je bil v tem, da so Genovežani porušili del tega portika, to ni bil pravi atrij, to je bil pravzaprav portik. V nadstropju portika je bila tehtnica za tehtanje in na tem portiku so bile označene občinske mere. Se pravi, to je bila v bistvu neke vrste komunalna arhitektura, ki je bila nalepljena na cerkev, se pravi, ki je pravzaprav predstavljala portik cerkve. V pritličju so bili pa grobovi cerkvenih dostojanstvenikov. In zdaj škof Morozini leta 1383 pravi, to je naš prostor, mi hočemo ta prostor nazaj. In ga potem tudi dobi. Antonio Alizi iz nekega dokumenta tudi v nekem dokumentu tudi prebere, da je bil ta prostor zaseden z lopami in tudi navaja poimensko, kdo vse je imel te lope v lasti. Torej, ta letnica je zdaj pomembna, 1383, da se dogaja pravzaprav ta praznjenje prostora pred staro fasado stolnice. Pri rekonstrukciji romanske katedrale so poleg arheoloških izkopavanj v pomoč tudi opisi, predvsem opis škofa Pavla Naldinija v Chorographia Ecclesiastica in to škof Naldini pravzaprav opisuje stanje cerkve, kot je prikazana na načrtu iz leta 1690. Ta transepta in prezbiterij so takrat tudi zgradili, tudi ta apsida iz 1690 je bila izkopana pri arheoloških izkopavanjih, tako da je dokumentirana. Se pravi, ta zadeva je stala in on opisuje dejansko to stanje. To je tudi zdaj pomembno, zato ker se je pri rekonstrukciji romanske stolnice pozabilo na to, da je pravzaprav to stanje, ki ga škof Naldini opisuje. Se pravi, v času škofa Naldinija je bila cerkev triladijska bazilika, ki je bila s 3 loki povezana z mogočnim zvonikom. Tega recimo ne razumemo. Ladje so bile ločene z 9 pari kamnitih stebrov, od katerih so bili prvi 4 drugačni od ostalih. Se pravi, tukaj imamo 3 ladje, in če zdaj preštejemo te stebre, je pravzaprav 3, 4, 5, 6, 7, 8 parov stebrov in 2 slopa, ki delita potem srednjo ladjo od stranskih 2 v transeptu.
In prvi štirje, se pravi, te na zahodni strani so drugačni stebri. Srednja ladja je bila od stranskih krajša, ker je bil vanjo umeščen kor, na katerega se je dostopalo po stopnicah na vsaki strani glavne ladje. Med obema stopniščema je bila nameščena tribuna z grobnico svetega Nazarija in najsvetejšim, levo in desno od stopnic pa še dve manjši tribuni oziroma dve manjši mramornati prižnici, ki sta stali že skoraj pod loki, ki so ločevali glavno ladjo od stranskih. Kor za kanonike se je na vzhodu zaključil s tribuno, ki je bila nižja od prve in kjer se je nahajala češčena podoba Marije v nebovzete. Pod korom je bila kripta, podprta stebri, tudi ti so tukaj urisani na načrtu, do katere se je dostopalo po stopnicah iz stranskih ladij. No in potem še pač omenja zakristijo in tako naprej, niti ni tako pomembno. Poleg glavnega vhoda je imela cerkev še dva vhoda na sredini južne in severne stranske ladje, se pravi ta dva, ki smo jih že prej omenili. Če tloris rekonstruirane romanske bazilike, se pravi tale svetlo siv tloris, postavimo na načrt iz leta 1690, je jasno, da načrt iz 1690 predstavlja že podaljšano cerkev. Če mi zdaj tole gor postavimo, nam tukaj ostanejo ravno teli štirje stebri ven iz tega tlorisa, se pravi, to je podaljšek. To pomeni, da tukaj ni šlo pri podaljšanju cerkve, ni šlo za preprosto zazidavo nekega prej obstoječega atrija, ampak so dejansko prestavili celo zahodno fasado proti trgu. Kako se je stikala z zvonikom iz tega načrta, ni jasno, prav tako to ni povsem jasno iz opisa, čeprav škof na Ldini govori o nekih 3 lokih. No in zdaj, prav te 4 stebri so pa tudi drugačni od ostalih. To tudi dokazuje, pač škof na Ldini piše, da so te prve 4 stebri iz nekega serpentina, pač iz enega čisto drugačnega kamna in to kaže na to, da so bili pač ti dodani takrat, ko se je cerkev podaljšala. Torej, za ta rekonstruiran romanski tloris ostane le 7 parov stebrov. Vidite to gostoto stebrov v tem rekonstruiranem tlorisu, tudi če gledate vsakega drugega, jih je 9, tako kot piše škof na Ldini. Zdaj treba to količino stebrov zmanjšati in potem pogledati, v kakšnem odnosu so s temi okni, ki jih najdemo na južni steni. Zato, ker tukaj mi zdaj moramo najprej rekonstruirati, kakšna je bila ta stolnica, da bomo potem za njo lahko poiskali sploh primerjave, ker imamo s tem še vedno težave. Z natančnim izrisom bi bilo mogoče pač na ta način korigirati ujemanje okenskih osi z arkadnimi loki, ker zdaj Helena Cerežin recimo piše o tem, da je zelo nenavadno, da so ti loki in okna zelo nenavadno pač razporejeni. Pri primerjavi tega rekonstruiranega tlorisa iz 1690 in današnjega stanja je treba izpostaviti vsaj še en problem in sicer odsotnost romanskih elementov na severni strani stolnice ter zamik na tem severozahodnem vogalu. To je pač še vedno zame nerešeno vprašanje, kaj s tistim vogalčkom, ki tam le ven štrli iz fasade in zakaj tam nimamo nekih romanskih ostankov. Kako bi pa zdaj lahko datirali to stolnico? Romanska okna na južni steni so bila s termoluminiscenco datirana v 1137. Zdaj ta termoluminiscenca ima kar nekaj napake, lahko so bile uporabljene stare opeke, tako da ni preveč zanesljiva, ampak lahko bi pa tudi zdaj s tem postavili ta okna dejansko nekje v drugo polovico 12. stoletja, ko se oblikuje škofija ali pa tik pred tem, ko oni pač težijo k temu, da se bo ta škofija oblikovala. Vsekakor vemo, da je leta 1383 še stal portik, ki ga je škof zahteval zase. Poleg portika pa je dobil še zemljišče vse do zvonika. Se pravi, on dobi poleg tega portika še en del zemljišča, ki sega potem do zvonika in to je pač datacija, preden je bila cerkev podaljšana, se pravi terminus ante quem non, je bila cerkev podaljšana proti vzhodu. Slogovno današnje forme fasade le težko uvrstimo v čas pred sredino 15. stoletja, se pravi tokrat danes vidimo, razen mogoče tistih baldahinčkov v teh večjih baldahinih, ne moramo postaviti v 14. stoletje. Morda bi bil zdaj čas, da se bolj posvetimo tudi samim predelavam v cerkvi. Pri tem je pa treba začeti svetniško legendo. Se pravi, s čiščenjem svetega Nazarija in zgodovino tega čiščenja.
Problematična je že datacija najdenja relikvij svetega Nazarija. Najdenje relikvij pač pomeni nekak začetek češčenja tega svetnika. V virih se omenja, pač v raznih kronikah, drugih zapisih zgodovinskih se omenjata dve dataciji, ena leta 610, druga pa 1306. Zdaj, ta datacija 1306 se nanaša tudi na najdenje relikvij svetega Aleksandra. Se pravi, enkrat se omenja, da so 1306 našli relikvije svetega Aleksandra, enkrat pa, da so našli relikvije svetega Nazarija. Tako da svetega Nazarija v dokumentih, v nobenih virih 13. stoletja ne najdemo, nikjer se ne omenja. Tako da bi bila ta datacija 1306 precej logična za najdenje njegovih relikvij, ker se Nazariju potem intenzivno posvečajo sredi 14. stoletja. Malo po sredini stoletja, tam nekje v tretji četrtini, dobi svoj nagrobnik, svojo arko, izdelano pri pravovrstnih mojstrih v Benetkah. To pomeni, da je bilo to res eno prestižno naročilo. Genovežani naj bi njegove relikvije skupaj z relikvijami drugih mestnih zaščitnikov odnesli, vrnile pa naj bi se šele leta 1422. Vemo pa, da so tudi v tem umestnem času se ukvarjali s tem sarkofagom in s kvorno pregrado, v katero je bil ta sarkofag vključen. Zdaj, na samem sarkofagu imamo ob robu dva grba, škofa, en je nedvomno grb škofa Loredana, drugi je pač ima navadno to prečko in bi ga lahko identificirali s komerkoli, ampak najverjetneje je to Morozinijev grb. Se pravi, tam okoli 1400 so ta sarkofag predelovali, čeprav ni bilo relikvij. In tudi istočasno se najde en podatek ob baročni prenovi, so dragocene dele kvorne pregrade odnesli v škofijsko palačo. Spravili so jih na dvorišču in v predvijaju kapele svetega Aleksandra in med temi ostanki se izrecno omenja kapitel z grbom, pač to je citirano iz dokumenta, da je na tem kapitelu grb škofa Loredana in grb s stopnicami in grb s križem. Se pravi, ta grb s stopnicami najverjetneje pripada družini Gradenigo. Zdaj, ali je to ta škof Loredan dejansko to grb škofa Loredana ali je to mogoče ni nujno, da je bil škof, ker zdaj s tem Loredano Gradenigo kombinacijo zaenkrat še nisem prešla prav daleč, ampak bomo to preverili pa ugotovili, iz katerega časa so bili ti kosi kvorne pregrade. Zdaj, zanimivo bi bilo tudi vedeti, kam so ti kosi kvorne pregrade kasneje odšli, ali potem, ko se je rušila škofijska palača, ali pa že predtem, se pravi, treba bi bilo pogledati čas nekje od sredine 18. stoletja pa do začetka druge polovice 19. stoletja, pregledati dokumentacijo in ugotoviti, lahko kje še najdemo te kose kvorne pregrade ali ne. Zdaj, kaj je zdaj s to samo legendo? Z legendami istrskih svetnikov se je ukvarjal Gaetano Benčič in čeprav imamo za ta zgodnejša obdobja res malo arhivskih podatkov, je vendarle uspel različne svetniške legende in usode povezati z različnim nastankom škofij in komun. Nazarij je zanj tipičen komunalni svetnik, se pravi svetnik, ki nekako kaže na to sodelovanje škofije in komune. Se pravi, on je škof, ki v rokah nosi mesto, je zaščitnik mesta in hkrati škof. Ko so si zmislili to legendo svetega Nazarija, so zelo dobro premislili. Takrat je bila v Kopru že živa legenda o Justinopolisu, se pravi o ustanovitvi nekega mesta za časa imperatorja Justina in na to so nalepili potem še legendo svetega Nazarija. Se pravi, Nazarij je bil v Kopru leta 520, takrat kot Justin. In on je bil škof in on velja zdaj za prvega koprskega škofa. S tem so nekako postarali svojo škofijo in postarali tudi svoje mestne pravice, se pravi, postarali tudi status civitas na ta način.
Tako da podobna situacija je recimo tudi v Novem Gradu, kjer se ta novi grajski škof prav tako omenja v istem dokumentu kot koprski škof leta 599, oni pa iščejo izvor škofije v antični Emoni, kar je še posebej nenavadno, v bistvu ne vemo, na kakšen način so prišli do te povezave z Emono, ampak oni se v 12. stoletju, tam okoli 1200, kar naenkrat začnejo imenovati Emonensis. Pač in v tistem času tudi antične napise ugradijo v svojo cerkev. Tako da je nekako podoben sistem, kot je recimo pri ljubljanski stolnici v 18. stoletju. Ne? Se pravi, mi bomo zdaj mi smo ubežniki iz Emone, začnejo častiti Maksimiljana, emonskega škofa in celo najdejo neke antične napise, ki naj bi to na nek način potrjevali. Se pravi, te 1380 so bile odnešene relikvije in 1422 potem pridejo nazaj. Zdaj, če povežemo vse te ugotovitve, vidimo, da se kult svetega Nazarija začne nekje v začetku 14. stoletja in potem svoj vrhunec doseže po tem koprskem uporu 1348, se pravi v tretji četrtini 14. stoletja postavijo to arko in takrat in pač tudi delajo potem do konca stoletja na korni pregradi, očitno vsaj neke popravke, če že ne postavljajo celotne korne pregrade na novo in istočasno imamo tudi ta podatek, da cerkev širijo proti zahodu. Se pravi, ta podatek, da zahtevajo zemljišča, da bodo cerkev razširili proti zahodu. To pomeni, da mi lahko predpostavimo neke pomembne prenove, pomembno gradbeno dejavnost prav v drugi polovici 14. stoletja. Ta del, ki smo v bistvu pri raziskovanju zgodovine stolnice precej spustili, nismo se s tem preveč ukvarjali. Ne? Imamo romansko stolnico in imamo potem stolnico iz sredine 15. stoletja. Problem je tudi sama posvetitev stolnice. Zelo zanimivo je, da se že Paolo Naldini sprašuje o tem, komu je sploh ta stolnica posvečena, ali je posvečena Mariji, ali je posvečena svetemu Nazariju. In potem so našli potem en listek, ki govori o posvetitvi oltarja svetega Nazarija in cerkve leta 1445. In Naldini se takrat odloči, da cerkev je posvečena Marija, da samo ta oltar je posvečen Nazariju. Tako da tudi sam se čudi, da nimamo nobenih zapisov o posvetitvi cerkve. No, zdaj pa nam ostane še škofijska palača. Zdaj, te škofijski palači ni tako v bistvu težko slediti, kako se je razvijala. To je zdaj nekje današnje stanje, posnetek iz zraka in pa urisano na franciscejskem katastru, kater del palače nam je trenutno ostal. Zdaj pa, če si pomagamo s tlorisom škofijske palače, ki je bil narejen malo po sredini 19. stoletja in si pomagamo potem z opisom škofa Naldinija, lahko sledimo tem gradbenim posegom. Najlažje je datirati fazo Jakopa Valaresa, zato ker ima neka izrazita renesančna okna in ker lahko ta njegov del palače vidimo tudi na prerezu, ki je priložen tem načrtom. Takrat pravi Naldini, da je škof Valareso dvignil ta osrednji del palače za eno nadstropje in odprl ložo. To je zdaj ta loža, ki jo vidite tukaj spodaj, in ta renesančna okna, ki so primerljiva celo s temi okni na Fontiku. S temi okni na Fontiku se je profesor Štefanac ukvarjal in jih povezal z okni v Trogirju in s povezavo pač škofa Valaresa s svojim bratom v Dalmaciji. Tako da ne vemo, ali so zdaj to res, lahko bi bila celo tudi prenešena iz same škofijske palače, čeprav niso na načrtu niso identična, da bi lahko to prav zagotovo trdili. Potem tudi vemo, da je Bartolomeo Asonika v začetku 16. stoletja uredil dvorišče z vodnjakom in z novim vhodom proti katedrali. Naslednji škof, tega nimamo več tukaj, naslednji škof je bil pa Tomazo Stella.
za katerega pravi Naldini, da je zgradil prostore med kapelo svetega Aleksandra in med Valaresovim traktom. Tale zgornji del je kapela svetega Aleksandra, to bi lahko bil ta umesen prostor, in potem še hišo, ki gleda na vzhodno dvorišče, to bi lahko bila potem ta arhitektura tukaj. Ne? Tako da stavba je nekako rasla od zgorej proti dol, tukaj imamo to staro kapelo. Tomazo Stela je tudi porušil neke stare objekte, za kar ga je prosila komuna, in s tem se je odprl pogled na hribe, se pravi, očistuje prostor med stolnico in škofijsko palačo nekih starih napol porušenih objektov, s čimer sta se povezala ta dva trga, Titov trg in trg Brola. To piše Naldini. Se pravi, mi si lahko te stare objekte pravzaprav predstavljamo še severno od kapele svetega Aleksandra, če je sploh bila ta kapela svetega Aleksandra že prvotno na tem mestu. Zato, ker tudi piše potem med drugim tudi ureditvi te kapele svetega Aleksandra. No, zdaj imamo pa še ta problem s krastilnico. Krastilnica je bila večkrat predelana. Prvič temeljite v času škofa Brutija, ko so v njej uredili grobnico za škofa in za njegovega brata, ki sta se pokopala v krstnem bazenu, odprli nova baročna okna, oblekali celo krastilnico v štuk in na teme kupole postavili sliko, s katero so prekrili stare freske, ki jih lahko datiramo tudi tam v začetek 14. stoletja. No, v naslednji fazi je Frlati med obema vojnama očistil krastilnico vsega tega baročnega okrasja, zazidal baročna okna, odprl kvazi romanska okna, katerih sledove je sicer tam najdu, ampak tudi tisto, kar on nariše, so neka opečnata okna, on je zdaj postavil noter neke kamnite okvire, ni jasna višina teh okn, tako da res gre za neko interpretacijo romanike v Frlatijevem slogu. V notranjščini je odstranil štuk in kapelo poslikal z nekimi neoromanskimi poslikavami, lahko tudi morda na osnovi česa, kar je že prej najdu. Tretja predelava se je pa žal zgodila nedavno tega, ko so restavratorji hoteli pa zdaj to Frlatijevo prenovo, odstraniti še Frlatijevo prenovo in vrniti krastilnico v prvotno stanje, kar je seveda nemogoče. Tako da zdaj smo pa dobili oguljene stene, hvala Bogu, lahko si ogledamo, kje so bile kakšne odpratine, kako so zapotekale te predelave, ampak v resnici imamo še eno v vrsti teh številnih predelav krastilnice. No, in tudi s krastilnico se je zadnjikrat zelo veliko ukvarjal in enako kot pri svetem Eliji ni našel kakšnih ustreznih primerjav v obdobju romanike ali pa v teh zgodnejših obdobjih. Tako da krastilnica je ogromna, velika je več kot 10 metrov v premjeru. To je, če pogledate ostale krastilnice v recimo bližnji okolici, pravzaprav čist nepredstavljivo. V Lombardiji recimo najdemo neke take večje krastilnice, v Lombardiji se v tem poznem času pojavljajo celo še krastilnice z bazeni za krščevanje s potapljanjem v kontekstu te njihove literature religiozne. Tako da tukaj tudi seveda ostaja cela gora odprtih vprašanj. Ampak zaključila bi pa zdaj z dvema primeroma, ki bi pa lahko ponudila neke možnosti, kako rešiti te probleme. Eno je ta primerjalna analiza, ki jo delamo z drugimi mesti. Jaz sem zdaj tukaj za primer vzela Šibenik. Šibenik ima tudi eno podobno situacijo kot Koper. Tudi on ni imel prvotno škofije in je škofijo pridobil šele precej pozno, celo še 100 let za Koprom, se pravi 1298. Tudi ta škofija je bila rezultat komunalnih prizadevanj. Enako kot v Kopru je bila škofijska cerkev postavljena sicer na osnovi neke starejše, manjše cerkvice na robu mesta, pravzaprav ali čist na robu obzidanega dela mesta ali pa celo izven obzidja. In tudi enako kot Koper je tudi Šibenik potem
se odrešil teh knezov bribjerskih, njihovih lokalnih patronov in prešel pod Benetke. In 1430 se končno odločijo, kje bodo zgradili to katedralo, čeprav so dela že potekala, klesali so že neke kose v tem času. In zdaj, če pogledate, kakšen je rezultat, oni leta 1430 postavijo katedralo, ki je v osnovi romanska. Če pogledate ta portal z levi, to ima romanske korenine. To lahko primerjamo z Radovanovim portalom v Trogirju, kjer je stala ena, recimo, cerkev, s katero so oni morali tekmovati, zato ker je bil Šibenik prej del trogirske škofije. Ne? Se pravi, tukaj gre za neko tekmovanje, za neko komparacijo, ki se potem seveda zgubi, bolj kot ta katedrala raste, manj je tega tekmovanja. Ampak ta prva faza dejansko kaže na to. In mogoče bi na enak način lahko razlagali tudi koprsko krastilnico. Zakaj bi zgradili tako ogromno krastilnico v nekih romanskih formah v tem času? Zdaj, če bi bila to dejansko romanska krastilnica, se pravi starejša, bi v tem formatu pričakovali nek obhod iz stebrov, mogoče majčkeno dvignan tambur, ne pokrit z leseno streho, ne pa enega enotnega prostora. Zdaj, druga stvar pa je, če pogledamo, če malo narišemo lokacijo teh najstarejših objektov, vidimo, da tudi ta krastilnica je celo v primerjavi s stolnico gromozanska, ne, tukaj na zgornjem robu. Drugo, kar pa je zanimivo, če pogledamo lokacijo škofijske palače v primerjavi z lokacijo komunalne palače v tem spodnjem delu, to zeleno so ceste, ki se jih da nekako identificirati, ne? In vidimo zdaj, ko je na ta tloris položen še tloris škofijske palače iz 19. stoletja, da ta skrajna vzhodna stavba pravzaprav leži ob tej isti ulici, da se dejansko ujema s to črto. In lahko si predstavljamo mogoče, da je celo ta škofija, ki je nastala leta 1216, bila mogoče celo v isti liniji s temi komunalnimi palačami. Mogoče je ta tesna povezava izhajala tudi iz tega, da so bili ti objekti dejansko tako blizu skupaj. Ker tukaj praktično nimamo mi tudi danes več nobene meje med škofijskimi posestmi in komunalnimi posestmi. Pravi, tukaj se te posesti se stikajo in to se stikajo očitno že od samega začetka. Zdaj tukaj je označena še kapela svetega Aleksandra, ne, in moja ideja je bila, ne, da bi pač ti objekti, ki so jih porušali, stali bližje palači. Če pogledate tudi primerjavi z drugimi škofijami, ne, imamo različne variante, kako so umeščene stolnica, škofijska palača in krastilnica, ampak če gremo na to varianto levo-desno, ne, potem ponavadi škofijska palača vsaj približalo v enakem razmaku od stolnice kot krastilnica na drugi strani v bistvu, ali pa se celo stikata. Ne, tako da s tem bi jaz zdaj zaključila to predavanje in upam, da so kakšna vprašanja oziroma da se bo razvila zdaj kakšna diskusija, če pa ne zdaj takoj, pa upam, da se bo kdo lotil teh študijev v nadaljevanju. Hvala.